Ok, kaj bi potem mogoče dala kakšen tak nasvet, recimo, vse najbolj pogoste primere, ki verjetno se čujete, so dvoji primeri, ne? Torej, ali nekdo želi shujšati, ali pa nekdo želi pridobiti maso. Ne? Sej, tisti, ki so zadovoljni s svojo težo, ponovadi ne pridejo do vas. Torej, kako se ponovadi vidva strokovno lota neke take stranke, kot so ta dva primera? Ne? V praksi mi vidimo, vsi se želijo izgubiti maščobno maso in hkrati pridobiti mišično maso. Torej, to je možno, ni možno? Pri začetnikih je možno, začetnikih, ki se lotevajo vadbe moči. Naprimer, pri njih je možno, da se istočasno pridobiva mišična masa ter izgublja maščobna masa. Hkrati se enako lahko zgodi v primerih, kadar je naprimer oseba bila športnik, ne vem, 10-20 let in potem, ne vem, pride služba, pride družina, se oseba pač malo zapusti in potem ponovno čez, ne vem, 20 nadaljnih let se spet odloči za vadbo in v takih primerih spet je možno to hitro dobiti nazaj. Tako, ja, vendar tako v grobi teoriji ni možno, oziroma če je možno, je izredno počasi lahko možno pridobivanje mišične mase in hkrati izgublja maščobne mase. Tako, če iščemo nek optimum pridobivanja mišične mase, se pravi, moramo biti v energijskem suficitu, se pravi, moramo zaužiti več maščobe, za deficit pa je sploh pač moraš biti v deficitu, če hočeš izgubiti. Torej, v bistvu, čisto konkretno, pri nekom, ki hoče izgubiti maso, vi najprej pogledate, kaj sploh on rad je, ne? Torej, verjetno ravno zato, da ne bo zdaj moral se siliti v neko dieto, ampak pogledate, kaj rad je in iz tega sestavite nek program deficita. Mi moramo narediti, da je mu prehranjevalni načrt čim bolj domač. Ne? To pomeni, da se on ne počuti omejenega. To pomeni, če recimo je neka ženska navajena zaužiti pa čokolado na dan, pač ti probaš, da ji omejiš to čokolado, ne pa da ji celotno vzamaš. Ne? Ker vemo, da celotna čokolada, zdaj recimo 100-gramska milka, to znese nekaj 600 kilokalorij oziroma 550, ne? Recimo, če ostanemo pri eni tablici za malco, ok, vse v redu, lepo, da si ona poteši tisto željo po temu, ampak dajmo pa potlej to preostali del, da so polnovredna živila, da so pripravljena tako, oziroma da so to živila, katera ima ta oseba rada, da se nekako prehrani posveča pozornost. Zdaj, če kdo misli, da boš lahko zdaj normalno jedel naprej, tako kot si prej zavil v najbližjo restauracijo, pa se naročil po free, pa Dunajc, to glih ne bo šlo, ne? Se bo treba dati neko pozornost. Neke omejitve mora biti. Ja, definitivno, ampak tukaj govorimo tukaj o slabih prehranjevalnih navadah. Ne? Zdaj recimo neka zdrava prehranjevalna oziroma navada bi pa bila, recimo, da si prineseš od doma, da imaš mogoče vrečko oreškov, mogoče v torbici sabo, če se recimo zgodi, da moraš podaljšati v službi. Recimo tako, da si pripraviš vnaprej, ne?